No, več kot 2 meseca po izpadu interneta v Iranu je večina države še vedno dejansko odrezana od svetovnega spleta, pri čemer organizacija NetBlocks to imenuje najdaljši nacionalni izklop v zgodovini. Iran je omogočil dostop le omejeni skupini prek tako imenovanega programa Internet Pro, s čimer je ustvaril, kot pravijo kritiki, dvotirni sistem, kjer ima majhna skupina širši dostop. To je bilo nekoč dostopno vsem, zdaj pa so navadni Iranci še vedno odrezani ali pa so odvisni od dragih VPN-jev. Iran International prav tako poroča, da so nekaterim uporabnikom rekli, naj objavljajo vsebine v podporo vladi in podpišajo pisne zaveze, da bi sploh ponovno dobili dostop do interneta ali mobilnega omrežja. Zdaj se nam pridružuje Hosrov Isfahani, direktor raziskav pri Nacionalni zvezi za demokracijo v Iranu, da bi o tem povedal več. Hosrov, kako pomemben je ta novi dvotirni sistem, kjer imajo odobreni uporabniki širši dostop prek Internet Pro, medtem ko so navadni Iranci še vedno omejeni? Kaj to kaže glede neenakosti moči, ki jih režim morda poskuša še povečati? Islamska republika počne to, kar je vedno počela. Vodi propagandno vojno proti iranskemu ljudstvu in ljudem po svetu. Poskušajo svetu prodati idejo, da so se stvari vrnile v normalno stanje in da iransko ljudstvo podpira ta režim. Objavljajo videoposnetke nočnih shodov v podporo režimu, vključno z žensko brez hidžaba, ki nazdravlja novemu vrhovnemu voditelju. Prirejajo koncerte z ženskami brez hidžaba in ženskimi vokalistkami, kar je pod šeriatskim pravom prepovedano. In potem imamo še celoten sistem z internetom, z več ravnmi dostopa, ki omogoča dostop ljudem, ki so usklajeni z režimom ali so prisiljeni v sporočanje v skladu z režimsko linijo. To je bila vedno taktika Islamske republike. Ali te prisilijo v podreditev, v popoln molk, ali pa vsaj poskušajo, ali pa nagradijo ljudi, ki sledijo liniji in ponavljajo režimske parole. Ko pogledate sporočila, ki prihajajo iz Irana, od ljudi, ki uporabljajo ta program Internet Pro, ponovno uporabljajo jezik protivojnih aktivistov v Združenih državah in Evropi, da je bila ta vojna nezakonita, da je bila nepravična. In včasih to celo združijo s kritiko Islamske republike, predstavljeno kot nasprotovanje temu režimu. Vendar pa dodajajo pojasnila, da si res želijo sprememb v Islamski republiki, ne želijo si zamenjave režima, ampak tega ne želijo doseči z mednarodnim posredovanjem. Tako je vse to del celotne narativne vojne režima proti svetu. Kaj vam to pove o prioritetah režima? Gre predvsem za varnost in zatiranje nestrinjanja? Ali pa smo zdaj priča širšemu prizadevanju za trajno preoblikovanje načina, kako lahko Iranci dostopajo do informacij? Torej je večplastno. Na eni ravni, da režim poskuša obvladovati trenutno varnostno krizo, izkazovati moč doma in v tujini, ter ustvarjati vtis normalnosti doma in v tujini. Ampak da, to je del širšega prizadevanja Islamske republike, ki se je začelo leta 2009. To ni nič novega. Režim je imel sanje o neodvisnem internetnem omrežju, ki bi ga lahko odrezali od sveta, omogočili omejen dostop izbrancem in ohranili državo. Za zaveso, za zidom, ki ga nihče od zunaj ne more videti. Kaj se dogaja z dejanskimi Iranci v Iranu in Iranci, ki jim je onemogočen dostop do prostega pretoka informacij? Sanjajo o tem, da bi v Iranu zgradili še eno Severno Korejo in si za to prizadevajo. Na srečo so izjemno nesposobni. Iransko ljudstvo pa je dobro v boju proti temu režimu. Da, blokirajo dostop, vendar je dober prijatelj to nekoč opisal kot igro mačke in miši. Blokirajo določene kanale, ljudje pa vedno znova najdejo nove ideje. Satelitski internet bo dolgoročno prekinil to blokado. Tehnološko pa niso dovolj sposobni, da bi uvedli sistem, kot ga imajo na Kitajskem. Hosrov Isfahani, zanimiva analiza. Kot vedno, hvala, da ste bili danes z nami na i24 News. Hvala, da ste me povabili.